Živijo, danes si bomo podrobneje pogledali eno res zanimivo Googlovo orodje z umetno inteligenco. Gre za Notebook LM. In to je nekaj, kar popolnoma spreminja način, kako se lotevamo, praktično vseh informacij. Ja, vsi poznamo ta občutek, kaj ne? Ko se pripravljamo na nek projekt, pa naj bo to za šolo, za službo, ali pa se samo želimo naučiti nekaj novega in kar naenkrat nas zasuje gora dokumentov, zapiskov, PDF-ov, človek se vpraša, kako se sploh prebiti čez vse to, kje je bistvo? No, in tukaj nastopi rešitev, ki jo ponuja Google. Samo predstavljajte si, pomočnika, ki zares prebere vse to gradivo namesto vas in ko ga kaj vprašate, vam takoj da odgovor. In to je v bistvu Notebook LM. In veste, njegova genialnost je ravno v tisti zadnji besedi – vaših dokumentov. To ni nek splošen klepetalni robot, ki brska po celem internetu. Sploh ne. Deluje samo in izključno z viri, ki jih naložite. In kaj to pomeni? To pomeni, da so odgovori vedno utemeljeni na vaših podatkih. To zagotavlja zasebnost, seveda, pa tudi popolno relevantnost. V bistvu se ne pogovarjate več z internetom, ampak s svojo lastno osebno knjižnico znanja. To je res velik preskok. In poglejte, kaj vse lahko obdela. PDF-i, seveda, Google dokumenti, razne tekstovne datoteke, celo spletne strani, Google predstavitve, pa tudi videoposnitke, če imajo prepis. Nabor je resnično širok. In to pomeni, da lahko nek projekt, ne glede na to, kako razpršeni so viri, združite na enem mestu. Notebook LM potem dobesedno prebavi vso to vsebino in iz nje ustvari povzetke, razlage, odgovore, karkoli potrebujete. Zgodba o Notebook LM je res impresivna, predvsem zaradi hitrosti. Poglejmo si, kako hitro se je vse skupaj razvilo, od enega majhnega eksperimenta do zrelega, zmogljivega orodja. Vse se je začelo maja 2023. Takrat je bil to še eksperimentalni projekt Tailwind. Potem, leta 2024, so ga preimenovali v Notebook LM in ga naredili širše dostopnega. Oktobra istega leta so odstranili oznako eksperimentalen, kar pomeni, da je postal stabilen izdelek. Že decembra je prišel na trg Notebook LM Plus za podjetja, februarja 2025 pa še za posameznike. Torej, v manj kot 2 letih je Google to idejo spravil od prototipa do polno razvitega produkta, celo s plačljivo različico. To nam pove, da to ni nek stranski projekt, ampak da Google v tej tehnologiji vidi ključen del prihodnosti dela. Ampak zdaj pridemo do nečesa, kar je pa res, res zanimivo. Ena najbolj inovativnih funkcij, ki jo to orodje ponuja. Tu ne gre več samo za to, da prebereš nek povzetek besedila. Ne. Gre za popolno preobrazbo vsebine. To so zvočni pregledi. Predstavljajte si, Notebook LM vzame tiste dolge, mogoče celo dolgočasne dokumente in jih preoblikuje v dinamičen pogovor. Med dvema voditeljema, ki jo poganja umetna inteligenca in vse skupaj zveni kot pravi podcast. In to ni samo neka priročna funkcija. To resnično spreminja način, kako konzumiramo informacije. Naenkrat se lahko učimo med vožnjo, telovadbo, kuhanjem v trenutkih, ki so bili prej, neizkoriščeni. Tale citat iz Ars Technicae iz septembra 2024 pove vse. Lažni AI podcasterji ocenjujejo mojo knjigo in to me plaši. Ta izjava popolnoma zadene bistvo, kako nadrealistična, a hkrati neverjetno močna je ta funkcija. Že samo to, da se nekomu zdi nadrealistično ali celo strahljivo, pove vse o tem, kako velik preskok je to. Ne gre več za branje besedila. To je že pripovedovanje zgodb, analiza, ki jo v celoti poganja umetna inteligenca. Ampak počakajte, zgodba se tu ne konča. Google se ni ustavil samo pri tem, da lahko pasivno poslušamo. Šli so še korak dlje in celotno zadevo naredili interaktivno. Postopek je preprost. Naložite svoje vire, ustvarite zvočni pregled in potem se pojavi gumb Pridruži se. In takrat lahko AI voditeljema postavite svoja vprašanja. Lahko sodelujete v debati. Pomislite za trenutek, kaj to v resnici pomeni. Nismo več samo pasivni poslušalci. Postanemo aktivni udeleženci. Lahko v realnem času sprašujemo, zahtevamo pojasnila, usmerjamo pogovor. To je, kot bi rekli, razlika med tem, da bereš učbenik in tem, da se lahko osebno pogovarjaš z avtorjem tega učbenika. In seveda, ker to ni dovolj, so leta 2025 dodali še eno dimenzijo – video preglede. Funkcija, ki vzame povzetke in jih spremeni v vizualne predstavitve, slajdi, z naracijo, vse poganja umetna inteligenca. V bistvu je tako, kot da bi vam orodje samo ustvarilo predstavitev, podobno tej, ki jo gledate zdaj. To pa že nakazuje prihodnost, v kateri bo ustvarjanje takšne vsebine postalo avtomatizirano. Torej,
Sveda, obstajata dve različici. Standardna, brezplačna in pa plačljiva, plus. Razlike so pričakovane. Daljši dokumenti, večja uporaba, boljši nadzor nad rezultati. Ampak tista res ključna razlika je sodelovanje. Brezplačna različica je fantastično osebno orodje. Različica plus pa vse to preoblikuje v nekaj, kar lahko uporabljajo cele ekipe, cele organizacije. Postane sodelovalna platforma za znanje. Ok, ampak vprašanje je, kdo to sploh uporablja v praksi? Je to samo neka kul tehnološka igračka ali dejansko rešuje probleme za resnične ljudi? No, uporabljajo ga v bistvu vsi. Raziskovalci, študenti, pisci, seveda tudi podjetja. Ampak njegova prava moč ni v tem, da je super orodje za recimo samo akademike. Njegova moč je v univerzalnosti. To je orodje za vsakoga, ki mora delati s kupom informacij, iz njih potegniti nekaj smiselnega. In če smo iskreni, v današnjem svetu smo to praktično vsi. In za konec še en primer, ki res ponazarja, kako zelo se je ta tehnologija prijela. Leta 2024 je poganjal celo Spotify Wrapped. Ja, točno tako. Tisti personalizirani zvočni pregledi, ki jih je dobil vsak uporabnik. To ni bil samo nek marketinški trik, to je bila množična, globalna demonstracija. Pokazali so, da umetna inteligenca lahko ustvarja globoko osebne, pripovedne vsebine in to v obsegu, ki je bil prej preprosto nepredstavljiv. Torej, ko potegnemo črto, vidimo, da so orodja kot je Notebook LM veliko več kot samo orodja za večjo produktivnost. V resnici postajajo naši kognitivni partnerji. In vprašanje, ki nam ga ob tem zastavljajo, ni več samo vprašanje učinkovitosti, je vprašanje identitete. Ko je asistent umetna inteligenca, kje se konča naše razmišljanje in začne njeno?